In se je začelo. Ljudski vrt ni več oaza miru. Nogometaši Maribora so po skupni nedeljski večeri začeli priprave na spomladanski del sezone. Darko Milanič, Ante Šimundža in Drago Kondič so ob 11. uri na pomožno igrišče v Ljudskem vrtu na prvi letošnji trening popeljali 23 igralcev. Manjkala sta Aleš Mejač, ki bo še delal po posebnem programu, in David Lonzarič zaradi poškodbe na malonogometnem turnirju v Celju. V primerjavi z ekipo z jesenskega dela sezone v vijoličastem ne bo več Davida Bunderle. Odšel je v Koper, Vita Pluta, zdaj že novega člana Hit Gorice, in pa Semirja Spahiča, ki je posojen Dravi. Kadrovske novosti s tem niso končane. V popoldanskih urah je športni direktor Zlatko Zahovič na novinarski konferenci že predstavil nova obraza: Etiena Velikonjo in Nejca Potokarja. Seveda kadrovske spremembe, prvo o odhodih. David Burna je zapustil šel Koper. Nekako ko smo končevali pol sezono, smo rekli, da seveda bo prišlo do kadrovskih sprememb in nekako tisti igralci, ki mogoče so dobili manjšo minutažo in seveda so v tem športu za tega, da bi čim več igrali, so si želeli nekako novih izzivov. To smo šli na roko. David je šel v Koper, sicer smo tudi dobili neko odškodnino zanj, ampak najpomembneje je to, da smo mu dovolili nadaljevanje nogometne kariere in mu zaželimo tudi vso srečo na tej poti. Seveda drugi odhod je Vito Plut, ki je bil nekako vključen v pregovore in dogovore z Hitom Goricom glede Etiena Velikonje. Kaj se tiče naše okrepitve Nejca Potokarja, gre za seveda fanta, ki je bil do 19. leta reprezentant Slovenije, kar je pri naši selekciji zelo pomembno. Je obrambni igralec, v obrambni zvrsti so nas zapustili kar nekateri igralci in seveda tu smo rabili okrepitev in po naših analizah in nekako po naših tudi zmožnostih smo se odločili, da je to prav ta centralni branilec. Seveda tisto, kar je pač najbolj nas zanima, seveda zraven Nejca je seveda Etien. Etien je velika želja NK Maribora kar nekaj časa, kajti veliki talenti, veliki igralci lahko igrajo samo v velikem klubu. In to se nam je zdaj tudi uresničilo. Jaz bom rekel tako, da je Etien bil rojen, da igra v NK Mariboru, sam tega še ni vedel. Upam, da bo zdaj vse te občutke in svoje znanje lahko nadgradil in dograjeval in da bomo vsi, bili zadovoljni in odšli nekako zadovoljstvom glede na izbiro, ki smo jo zdaj tako dolgo želeli. Ja, če bi lahko izbiral, kakšno prvo vprašanje bi zadel. Ja, marsikaj je, še v igri, kajti moramo vedeti, da NK Maribor z sezono ali pa dvema, ki jo ima za sabo s temi igralci, sigurno je tarča mnogih evropskih klubov, seveda naši igralci. Razmišljamo o marsičem, ampak seveda vedno pa o tistem, da bo ekipa išla iz vsega tega najmočnejša, kaj je možno. Volaš ima ponudbo, Volaš je že z eno nogo iz Maribora, ampak predtem, dokler se to vse ne realizira, je zelo težko govoriti, kajti v nogometu so spremembe zelo, zelo hitre, pa tudi informacije, ki jih dobivajo drugi klubi iz Slovenije, so tudi takšni, ki to želijo hitro izničiti, ampak jim ne bo uspelo. Ja, pač vsekakor sem zelo zadovoljen, da sem pristal v Mariboru in sam si želim le zdravja in da bom pač na vsakem treningu, na vsaki tekmi dal vse od sebe.
v tem trenutku bi se tudi zahvalil nogometnemu klubu Gorica za vse, kar sem se tam naučil in doživel, staršem, dekletu, bratcu in pa predvsem Enka Mariboru, ki se me je toliko časa in vztrajno želel imeti v svojih vrstah, in pa Zlatku Zahoviču, ki je res vse naredil v tem prestopnem roku, da me pripelje. Ja, z navdušenjem, res sploh v kvalifikacijah za Evropo so res igrali fenomenalno in vesel sem vsakega takega dosežka kogarkoli v Sloveniji, tako da sem bil res zelo vesel in presenečen nad igrami tudi. Ja, vsekakor sem prepričan, da se bomo veselili in tudi to je en razlog več, da sem se odločil priti v Maribor. Seveda je pa tudi motiv, želja pač po igranju v Evropi, ne. Ja, konkurenca je velika in tudi to je samo ena pozitivna luč oziroma pozitivna stvar, no, da pač na treningu daš res vse od sebe, ravno tako na tekmi in da lahko napreduješ. Ja, Olimpija je bila tudi možnost, vendar ko se je pokazala pač priložnost za priti v Maribor, sem to takoj zgrabil. V bistvu v soboto zvečer sem dobil klic športnega direktorja iz Gorice, da so dogovorjeni z Mariborom in to sem takoj sprejel. Ja, upam pač, da bom skupaj z ekipo v tem letu res uspešen in da bom čim večkrat gledal polne tribune Ljudskega vrta. Začel sem kot mali, sem začel v Zagorju, potem sem šel pri kadetih v Celje. Bil v Celju 4 leta, še 2 leti pri članih, nisem dobil prave minutaže in sem se odločil, da grem naprej. Potem sem šel v Bonifiko, katera je pol propadla, in iz Bonifike poleti v Kranj, iz Kranja pa v Maribor. Včeraj so bile neke prve govorice, pa danes čisto na hitro sem bil še na treningu normalno v Kranju in po treningu mi je trener povedal in sem mogel iti že za Maribor. Ko že prideš pogledaš stadion, ljudi okoli tebe so takoj sprejmejo za svojega in prvi vtisi so fantastični. Ja, trener mi nam je že povedal plan za naprej, za prihodnja 2 tedna, ko bomo trenirali, kam grejo na priprave in da računajo na oba dva z Etijom. Ja, vsekakor čaka težko delo. Za Maribor igrati pred toliko navijači ni mala šala, ne. In že komaj čakam prvo tekmo, no, tako bom rekel. Moje želje so, pa tudi verjamem, da je želja moštva, da osvojimo tale pokal in ligo. Tako da jaz v pokalu sicer ne morem igrati, ker sem igral že za Triglav, ampak upam, da bom veliko pripomoril k osvojitvi ligaškega.